Živijo v oddaji Tempo, v oddaji o parašportu. Glavni parašportni dogodek letošnje jeseni je Olimpijada gluhih Tokio 2025, kjer tekmuje tudi 7 slovenskih parašportnikov. Z njimi tudi začenjamo tokratno oddajo. No, še prej pa je tu napovednik celotne današnje vsebine. Pogledali bomo na Japonsko na Olimpijado gluhih ter se pogovarjali z mladim paraplavalcem Alessandrom Ambrožičem. Vam predstavili vtise z posebnega športnega tabora v Ameriki, z letošnjega dogodka Parafest postani športnik ter uvodnega srečanja projekta Odbito. Med 15. in 26. novembrom v Tokiu poteka Olimpijada gluhih, na kateri nastopa tudi 7 slovenskih parašportnikov. Nekateri med njimi so že pokazali svoje odlične športne nastope. Tule je nekaj vtisov dogajanja, od odhoda na pot do prvih uspehov. Takole se je v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru slovenska reprezentanca, ki se v teh dneh meri na Olimpijadi gluhih v Tokiu, pred odhodom na Japonsko zbrala še enkrat za skupno predstavitev in novinarska vprašanja. Pripravili pa so jim tudi popotnico pomembnih informacij ter zanimivih predavanj. Napetost je počasi rasla in športniki so komaj čakali, da se podajo na pot. Ko mi čakaj, da se tekmovanje začne in da bom lahko pokazal to, kar smo trdo delali vsa leta. Počutim se posebno, veselo, ponosno, da zastopam našo Slovenijo. Malček nervozno, ampak tako, vesela sem, ko mi čakam. Olimpijada gluhih Tokio 2025 se odvija med 15. in 26. novembrom. In takole so se naši športniki predstavili na slovesni otvoritvi. Čast za stavonoše na svečanem mimohodu pa je pripadla odličnemu igralcu tenisa Marinu Keglu. Slovenijo na igrah zastopa 7 športnikov. Za atlete Leo Glojnarič, Iris Breganski in Tadeja Jencija ter tenisača Marina Kegla to ni prva Olimpijada gluhih. Lea Glojnarič in Iris Breganski sta tudi že osvojili medalje na prejšnjih igrah v Braziliji. Tu pa so še 3 debitanti na igrah. Maratonska tekačica Viktorija Horvat ter najmlajša člana slovenske reprezentance, za katera so letošnje igre tudi debi v mednarodni članski konkurenci, 17-letna atletinja Isabela Mort in 15-letni plavalec Alessandro Ambrožič. Do zaključka priprave naše oddaje so naši športniki vsi po vrsti že dosegali lepe rezultate in številne osebne rekorde. Lea Glojnarič pa je tudi že osvojila 2 bronasti medalji. Prva v skoku v višino, tik za njo se je na 4. mesto uvrstila Iris Breganski, drugo pa je Lea Glojnarič osvojila v teku na 100 metrov z ovirami. Danes sem tekla 100 metrov ovire, sem zadovoljna, sem vesela. V petek pa v soboto imam sedmeroboj, pričakujem pa, da bo lepše vreme, da bo pač bolj toplo. Olimpijada gluhih se bo zaključila 26. novembra. Naši športniki bodo do takrat še nekajkrat stopili na tekmovališča. Spoznajte jih ter sledite njihovim nastopom na Olimpijadi gluhih preko spletne strani olimpijadagluhih.si ter preko družbenih omrežij Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. V tokratni oddaji pa vam bomo posebej predstavili mladega gluhega plavalca Alessandra Ambrožiča. Sem Alessandro Ambrožič, star sem 15 let, hodim v 9. razred osnovne šole Ribnica, sem plavalec. Alessandro Ambrožič je član plavalnega kluba Ribnica. Njegova plavalna pot se je začela že v otroških letih. Pri plavanju mi je všeč, ker tako skrbim za svoje zdravje, spoznavam veliko prijateljev, se družim, pa voda, kjer se sprostim. S prvimi dobrimi rezultati pa se je začel s plavanjem resno tekmovalno ukvarjati. Ker pa pri nas nima konkurence gluhih plavalcev, trenira, tekmuje in dosega odlične rezultate med slišečimi. Najbolj ponosen sem, da sem pri 12 letih dosegel norme za olimpijske igre gluhih, pa da sem bil
naziv prvaka na državnih prvenstvih. Moja najljubša tehnika je hrbtna tehnika, pa tudi prosto. V hrbtni tehniki sem bil tudi enkrat državni prvak, pa podprvak. Alessandro zdaj že 4 leta trenira pod vodstvom nekdanjega odličnega plavalca, olimpijca Naceta Majcna. Sprva je bil zelo tak vsestranski, tudi druge športe gojil, zdaj v zadnjem času se je pa res tako osredotočil na ta plavanje, živi za plavanje, je priden, naredil vse naloge, ki jih rečemo, tako da ima tudi določen cilj, oziroma jaz mislim zelo visoke cilje tudi v plavanju. V vsakodnevnem življenju Alessandro dobro sliši preko polževega vsadka in slušnega aparata. Za skok v bazen pa ga mora sneti in skočiti nazaj v svet tišine. Si preberem trening, pa probam si ga čim bolj zapomniti, v čisti tišini plavam. In pri tem najbolj pogreša družabni del. Rajmo zvoke, zato ker pa lahko tudi slišim druge, kaj se pogovarjajo, pa hecajo. Zaradi gluhote ima nekoliko slabšo koordinacijo pri obratih. Na tekmah pa mu nekaj več časa vzame tudi prilagojeni štart, saj namesto zvočnega signala štarta na dotik trenerja. Na olimpijadi gluhih pa bo tako prvič preizkusil tudi vizualni štartni signal, enak za vse tekmovalce. Tudi zame je to nekaj novega, sodelovanje z gluhim športnikom, ampak mislim, da smo se v teh parih letih zelo navadila in na drugega, tako da zelo dobro sodelujo. Nace je super trener, ve, kaj je trdno delo, spoštujem ga. Dober trener je. Ko mu poleg treningov in šole ostane kaj prostega časa, rad počne povsem običajne stvari. Da se družim s prijatelji, peljem se na sprehod, pa odigram tudi kakšno videoigro. Igrice ponavadi igram, kadar je kakšno slabo vreme, pa s prijatelji. Igram pa ponavadi kakšne take dirkalje ali pa strelske igrice. Imam sanjika, z njim se rad igram, včasih me tudi razveseli, kaj je smešen. Nekaj je zelo igriv, rad hodi na sprehode, pa rad se crklja, boža. Alessandro Ambrožič je najmlajši član slovenske reprezentance, ki v teh dneh tekmuje na olimpijadi gluhih v Tokiu. Za njega bo to prvo tekmovanje, kjer se bo pomeril z gluhimi plavalci. In to z najboljšimi gluhimi plavalci z celega sveta. Da bom tekmoval na olimpijadi gluhih, mi veliko pomeni. Saj še nikoli nisem šel tako daleč v tak konec sveta. Na prvi olimpijadi, kljub mladosti, imava visoke cilje. Plavanje je šport, kjer se trenira v 200 državah po svetu. Tako da en tak cilj je ena uvrstitev v finale v njegovih 5 oziroma 6 nastopih, kolikor jih ima. Alessandro pa svoje želje za prvi nastop na olimpijadi gluhih še malce dopolni. Želim si, da se bom uvrstil vsaj v finale, pa spoznal veliko prijateljev. Želim si, da bi tudi čez 4 leta prišel na olimpijske igre gluhih spet, pa da bi izboljšal rezultate. Šport nam poleg treningov in tekem prinese tudi nova spoznanja, nova prijateljstva in potovanja. No, in vse to so 4 slovenski mladi parašportniki doživeli na prav posebnem športnem taboru v Ameriki. 4 mladi slovenski parašportniki, 2 ameriška športna centra in 14 dni druženja z mladimi z invalidnostmi z različnih koncev sveta. Igralki odbojke sede Vesna Pogačar in Barbara Kocmur, paraplavalca Tristan Majcenovič in Luka Stanar ter vodja slovenske ekipe Ilija Vramovski so se na povabilo in organizacijo ameriškega veleposlaništva v Sloveniji udeležili mednarodnega tabora adaptivnih športov v Ameriki. They were looking for embassies that wanted to work with partners in their countries specific to winter sports.
And here at the embassy, we looked around and said, well, nobody does winter sports quite like Slovenia. So we were quick to reach out to the National Paralympic Committee, say, hey, is this something that you and some of your young athletes that you work with would be interested in traveling to the United States? So we're really thankful for their interest. U.S. Embassy here in Ljubljana was really excited to sponsor this youth adaptive sports program, focusing on some really fun learning experiences to see some of the best practices in the United States. 2 tedna, 2 lokaciji, 2 vrsti dejavnosti. Najprej smo bili v Utah, v Salt Lake Cityju, kjer so bile tudi olimpijske igre. No, potem smo se pa pomaknili po enem tednu naprej v Boise, torej v državo Idaho, kjer smo imeli pa v bistvu bolj delavnice. Se pravi, smo se osredotočili na delavnice, v prvem tednu je bilo pa nekoliko več športnih aktivnosti. V Ability centru v Utahu, ki smo bili prvi teden, moram pa reči, vse dejansko, kar se da prilagoditi, je bilo prilagojeno tudi za nas, pač uverjene osebe, tudi če se le dal in seveda, če si bil ti za, seveda, so ti dali možnost vse preizkusiti, kar so imeli. Za marsikakšno invalidnost je marsikaj možen, če le volja. Imajo v bistvu tam vse, kar si želijo. Torej, imajo opremo, infrastrukturo, to mi tle sanjamo za to, ne? In je res veliko, imajo od sedeče smučanje do sedeči hokej, kolesarjenje, imajo še konje zraven, plezalno steno, en kup dvorane, kjer se lahko to pač v bistvu dela, še spikeball, košarka sedeča in veliko, res. Tle je zelo težko najti včasih volonterje, ampak v Ameriki pa vsak je volonter. Tudi starejše osebe so volonterji, ki vsak dan počnejo, družijo se, pomagajo na National Ability Center in to delajo sami iz srca, ne. Poleg športov definitivno res kakšna zgodba od kakšnega, ki smo se tudi delili svoje zgodbe, kaj se z nami, kot narečem, prej dogajalo, mislim, kako so prišli v šport recimo, ali pa kako trenira vsak dan. Take stvari slišiš, pa priješ nazaj, potem pač verjameš, da marsikaj je možen. Res. Edinstvena priložnost za osebno rast, izmenjavo izkušenj in nadgradnjo športnega znanja. In kaj si bodo za vedno zapomnili? Gotovo je bila vožnja z Bobom nekaj, kar mi bo gotovo ostalo še naprej v spominu, ker je bilo res neverjetno, ogromno adrenalina. Definitivno en kup spominov, to je zasiguran. Seveda tudi kontakti, ki smo se seveda med sabo povezali prek Instagrama, smo se dodali en drugega. Si še vedno, ki sem pa tja, kaj napišemo, kako smo, pa to vse. In tudi pač ta prijateljstva, ki jih tam dobiš, tudi to definitivno šteje za naprej. Bila je res ena neverjetna izkušnja. Imela sem možnost preizkusiti različne parašporte, spoznati ameriško kulturo in pa tudi kulturo drugih udeležencev, ki so bili na tem prisotni. In definitivno mi je tudi v enem smislu odprlo oči, kaj vse obstaja, kakšne so možnosti in kaj nam v bistvu šport ponuja vsem, tako invalidom kot neinvalidom. Biti športno aktiven je za mlade z različnimi vrstami invalidnosti zelo pomembno. In vsakoletni dogodek Parafest Postani športnik je odlična priložnost za preizkušanje parašportov in spoznavanje parašportnikov. Parafest Postani športnik je dogodek, ki parašportnike in parašporte pripelje v enega osrednjih slovenskih prostorov za rehabilitacijo, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani, da otroke in mlade z različnimi invalidnostmi vzpodbudi k ukvarjanju športom. V družbi naših odličnih parašportnikov so se tokrat lahko preizkusili v paranamiznem tenisu, boči, atletiki, paralokostrelstvu ter curlingu. Veliko veselje mi je, ker tudi jaz sem se po poškodbi sem hodila na razne stvari, da sem spoznala šport, tako da sem se pol našla najprej v košarki, zdaj kasnejša leta pa v curlingu. Sem 30 let na vozičku, tako da takrat še ni bilo vseh teh dejavnosti. Zdaj pa ful pozdravljam to, ko vidim, da se že kar nekaj let odvijajo te prireditve, da se mladim predstavi šport, ker mislim, da je za fizično in psihofizično je to številka 1. Jaz sem danes tu zaradi tega, ker imam skrajšane tetive in imam tudi mavec trenutno gor. Tu sem zaradi tega, da se mi tetive povečajo nazaj.
Jaz se rad ukvarjam tudi z judom, nogomet rad igram, lokostrelstvo, ping-pong, ja, veliko stvari. Šport je za otroke in mlade z invalidnostmi pomemben gradnik tako boljšega počutja in zdravja, kot tudi odličen način za razvoj novih veščin, krepitev samozavesti ter vključevanja v družbo. Otrokom in mladim, ki so vključeni v rehabilitacijske programe na Uri Soča, so pri spoznavanju športov delali družbo tudi otroci okoliških osnovnih šol. Za mnoge med njimi je bil to prvi pravi stik s parašportom. Prej nisem poznal nobenega od parašportov. Dobro mi je zaradi tega, ker lahko spoznam ljudi, ki ne zmorejo to, in lahko vidim, kako tudi oni trenirajo šport. Lahko vidim pa drugačne ljudi, pa še zaradi tega, ker ni pouka. Pomemben je, da tudi otroci, ki nimajo invalidnosti, vidijo, da otroci, ki imajo invalidnost, da se isto trudijo, da isto športajo, da se gibljajo. Za otroke invalide pa da vidijo, da so otroci, ki se s tem ukvarjajo in da se lahko tudi oni s tem ukvarjajo. Ne? Zelo sem počaščen, da sem lahko tukaj, da pokažemo mladim, jih pa ful zanima, tako da so odprti za vse. Danes tukaj spoznamo parašport in zelo dobro se imamo. Da pa je tudi letošnji že 5. Parafest Postani športnik potekal v dobrem tempu, je poskrbel reper Trkaj. Svojo odlično glasbo, med katero seveda ni manjkala pesem, po kateri je naša oddaja dobila svoje ime. Ta tempo. To je druženje, in druženje vedno pač premaga strahove. Ko ljudi gledaš v oči pa v srce, je drugače, kot če gledaš v superge pa v kjer avtoma. Parafest Postani športnik je skupen projekt Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, dolgoletnega podpornika slovenskega parašporta Lidl Slovenija ter Uri Soča. Za nas kot inštitucijo in seveda za stroko je šport del, nepogrešljiv del rehabilitacijskega procesa. Predvsem želimo mi spodbuditi mlade, da se začnejo aktivno ukvarjati športom, ne samo na tem vrhunskem delu, ampak nekako spodbuditi zdrav način življenja in prepričani smo, da je most nekako, bi rekel, družbenega vključevanja tudi skozi šport. Smo res ponosni, da že tradicionalno organiziramo Parafest in da smo lahko del te zgodbe. Verjamemo, da šport navdihuje, povezuje in tudi odpira vrata novim priložnostim. In želimo si, da bi vsi mladi, ne glede na oviranosti, imeli priložnost spoznati, kako čudovit je šport, koliko koristi ima in tudi kako lahko povezuje. Slovenski osnovnošolci so se prejšnje šolsko leto prvič preizkušali v odbojki sede in se za zaključek zanimivih šolskih treningov med seboj pomerili na prvem Lidlovem turnirju Odbito. Odziv je bil odličen, športna družba dobra in nove športne izkušnje nepozabne. Zato projekt Odbito letos vstopa v svojo drugo sezono. In takole je bilo na letošnjem uvodnem srečanju, ki se je odvilo v okviru dogodka Švicajte z nami malo drugače. Športna dvorana Braslovče, kjer je doma odbojka sede. In uvodno predstavitveno srečanje projekta Odbito za šolsko leto 2025-2026. Projekta, ki odbojko sede ponese med slovenske osnovnošolce. Na uvodnem srečanju v bistvu zberemo vse koordinatorje oziroma tisti, ki si lahko vzamejo čas, jim razložimo osnove odbojke sede, povemo, kak je plan za sezono 25-26. Osnova v bistvu je enaka kot lani, se pravi, čez leto trenirajo na svojih šolah, na treningih se jim pridružimo mi, reprezentantje. Na koncu bomo pa tudi naredili en res tak velik turnir v eni izmed večjih slovenskih dvoran, kar mislim, da bo še boljšno, ker bo res otrok velik. Lani so otroci ravno to izpostavljali, da jim je bilo všeč, da so se malo družili med sabo, spoznali druge šole, tako da letos bo teh priložnosti še več. Ker v športu ne gre zgolj govoriti, so bili vsi predstavniki šol povabljeni tudi na športno igrišče, da odbojko sede preizkusijo iz prve roke.
Skozi praktični del jih je popeljal kar trener slovenske ženske reprezentance. Smo tudi danes najprej ogreli oziroma neke osnovne vaje gibanja pokazali, tako da bojo tisti, ko so danes prvič tukaj, videli sploh na kak način te stvari funkcionirajo. Pop akcija, igranje naprej. So določene stvari, na katere moraš paziti, in ja, je težko. Je pa zabavno, super je, tako da uživam, res sem ful vesela, da sem prišla, res. Nekatere osnovne šole so letos ponovno del projekta Odbito zaradi dobre lanskoletne izkušnje. Predvsem to, da so otroci to novo izkušnjo zelo pozitivno sprejeli. Tudi spoznali način življenja, se pravi invalidov, in so se s tem zelo dobro spopadli in se tega tudi veselili. Še več pa se jih je pridružilo na novo zaradi dobrega glasu o projektu. Jaz sem že lani malo to spremljal po medijih, se mi je zdel en zelo lep projekt. Letos se pa tako naneslo, da poučujem izbirni predmet odbojka, pa sem malo povprašal, če bi jim to bilo učencem zanimivo. So rekli, da bi, in smo se prijavili. Jaz sem res vesela, da je bil letos odziv toliko velik. Imamo več kot dvakrat toliko šol kot lani, kar mislim, da je odraz tega, da je v bistvu projekt dober. Očitno so tisti, ki so bili z nami lani, bili navdušeni, in jaz verjamem in upam, da bo letos podobno. Želja nam je, da bomo naredili neko res veliko šolsko prvenstvo v odbojki sede. Predvsem nam je bila pa potem dobra ocena tega samega dogodka, ko smo ga mednarodno predstavili, in zdaj mnogo držav rekli, da bojo podoben model uporabljali tudi v svojih državah. Predstavniki osnovnih šol so projekt Odbito in osnove odbojke sede spoznavali in preizkušali v okviru zelo posebnega dogodka. Turnirja z imenom Švicajte z nami malo drugače. Turnirja, ki ob začetku nove športne sezone vrata na odbojkarsko igrišče odpre vsem, ki se želijo podružiti in pomiriti z našimi igralkami in igralci odbojke sede. Ali pa se s tem odličnim in atraktivnim inkluzivnim športom na novo spoznati. Zato, ker luštan, ne vem, to je v bistvu en mojih najljubših dogodkov v odbojki sede, zaradi tega, ker pridejo ljudje, ki se prvič srečajo s tem športom, in ker je res čist na bazi zabaveno. Vsi uživajo. Zato, ker podpiramo to odbojko sede, nas pogostijo, malo se družimo, tako da je v redu. Ker se spet vidimo, da se spet družimo in da vidimo nove obraze. Fajn je, ko nas je veliko, pa odbojko špilamo čez cel dan. Za zaključek današnje oddaje pa je tukaj še nekaj parašportnih novic. V Lavalu v Franciji je potekala še zadnja tekma te sezone za svetovni pokal v paraplezanju. Odlično je nastopila slepa plezalka Tanja Glušič, ki se je v pomoči vodnika Mitje Projeta povzpela na drugo mesto. Paraplesalci pa so se na tekmi v Angliji ogrevali za prihajajoče svetovno prvenstvo in kar 3-krat stopili na zmagovalni oder. Slovenska himna je zaigrala za Nastijo Fiolič, Niko Bratuš in Amirja Alibabića. Na Portugalskem pa se je odvilo odprto evropsko prvenstvo v plavanju za športnike z Downovim sindromom. Slovenijo je zastopalo 6 plavalcev iz 2 klubov. Prikazali so veliko odličnih nastopov ter dosegli osebne rekorde. Amadej Vrdev in Jan Berlot pa sta vsak v svoji kategoriji stopila na zmagovalni oder. To je vse, kar smo vam pripravili za danes v oddaji Tempo. Slovenski parašportniki pa se na domači in svetovni parašportni sceni predstavljamo in tekmujemo ves čas. Ne pozabite, da vse do 26. novembra naši športniki tekmujejo na olimpijadi gluhih v Tokiu. Spremljajte in spoznavajte nas tudi preko spletne strani in družbenih omrežij Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. V oddaji Tempo pa se nam ponovno pridružite predzadnji petek v mesecu decembru, ko se vam oglasimo tudi z dogodka Parašportnik leta. Se vidimo!